Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi iz podcasta. Z vami sem Mateja Trun-Hrvatin. V zadnjih mesecih smo dosti poslušali o spremembah na področju dela, pokojnin in socialne varnosti. Od postopnega dvigovanja starostne pokojnine pa do Šutarjevega zakona, prav tako o skrajšani shemi delovnika in pa seveda še marsikatere druge teme, ki se dotikajo neposredno prebivalcev in pri njih vzbujajo takšne in drugačne odzive in seveda tudi kdaj pomisleke. O teh temah se bomo danes malo več pogovarjali, namreč z mano je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Luka Mesec. Gospod minister, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Pozdravljeni. Kako ste? Danes odlično. Danes odlično, super, ker danes, ko snemamo, je zunaj sicer megla, kot ponavadi v Ljubljani, ampak vseeno poskrbimo za dobro voljo. Ja, ampak jaz sem zdaj v teh letih, da takrat, ko dobro spim, sem odlično in danes sem dobro spal. A so že ta leta? Ta leta. Ja, vsi pridemo enkrat tja. No pa zdaj, preden se posvetiva, bom rekla, številkam, politiki in reformam, bi pa začela mogoče pri vas. Okay. Vi ste odraščali v Železnikih, Aha. v bistvu v kraju z močno industrijsko in pa tudi delavsko tradicijo. Zdaj, kaj bi rekla, kaj vas od tam, kakšna vrednota vas spremlja od takrat, od odraščanja do sedaj? Ja, zdaj, če bi moral en slogan pač mojega očeta si izbrati, je po gorenjsko, ne, del je treba videti. Se pravi, kadar sem se popoldan usedel na kavč, je pač prišel oče in me vprašal, kaj delam, pa sem rekel, gledam televizijo. In sem pač takoj slišal to mantro, pač, da če nimaš dela, si ga najti. Tako da nekako v tem duhu sem bil vzgojen, to me mogoče najbolj zaznamuje, če morava nekje začeti z vrednotami. Ja, vsekakor, to je zelo dobra vrednota. Se pravi, vedno najdete nekje delo, ga vidite. Zdaj, kot sem malo tudi zasledila, ste večkrat povedali, da ste v bistvu odraščali v povprečni slovenski družini, bom rekla v apolitičnem okolju. Kdaj ste pa v bistvu začutili, da vas ta družbena pravičnost tudi vas osebno zadeva? Mogoče, če greva še malo družino. Zdaj, zadnjič sem poslušal na enem dogodku Tineta Hribarja, ki je govoril o svojem otroštvu tam v 1940-ih. In meni je takrat šinilo, da na nek način sem šele 38, nisem toliko star, kot sem na začetku rekel, ne. Okej. Zdaj ste povedali, koliko ste. Mogoče sem kakšno desetletje ali pa dve preveč pribil na začetku, ampak pri teh 38 sem ugotovil, da jaz sem na nek način, kako bi rekel, doživel zelo različna stoletja, ne. Najprej rodil sem se, in to je bilo prvih 7 let mojega življenja, v gospodinstvu, kmečkem gospodinstvu v Železnikih, kjer sta bila stara starša, 5 njunih otrok, 3 od teh poročeni, in do točke, ko smo se mi odselili, 9 vnukov. Jaz sem bil najstarejši vnuk. Se pravi, to je približno, one big happy family, tako. To je približno tako, kot je Tine Hribar zase rekel, da je odraščal kakšnih 50 let pred mano, ne. In to je bila norma, mislim, kako bi rekel, norma družine, kot smo jo poznali dolga stoletja. Ko smo se pri mojih 7 odselili in ko sem potem živel naslednjih 12 let, smo bili v eno družinski hiši, 2 starša, 3 otroci. To je bilo približno tako, kot je izgledalo kratko 20. stoletje, vsaj norma je bila taka, ne. Odkar sem se odselil od staršev in se preselil v Ljubljano, pa sem živel bodisi s partnerkami, bodisi sam, kar je pa na žalost norma 21. stoletja. Zdaj, iz te moje primarne družine, ne. Kdo tudi ni razumel mojih vrednot, ampak vmes se je zgodil pač toliko družbenih sprememb, in jaz, ko sem prišel na faks, je bilo leto 2007-2008, to je bilo leto finančne krize in to je bilo leto, ko se nam je mladini zdelo, da se nam je prihodnost podrla pred lastnimi očmi, da za nas ne bo služb, da nas čaka samo prekarnost, da za nas ne bo stanovanj, ker so predraga, da se za nas tudi politični sistem, za katerega so nam zatrjevali, da ne, zdaj smo pa na koncu zgodovine in se bosta cedila samo še med in mleko, da se nam je vse to podrlo pred očmi. V bistvu zaradi tega sem pristal v politiki. To je tisto, kar me je pognalo, da očitno bomo morali se politično angažirati in nekaj sami narediti.
Zanimivo, zelo. Ste imeli mogoče tudi kakšnega vzornika, prijatelja, mentorja, inštruktorja, kogarkoli, recimo, ki ste se recimo po njemu zgledovali, ki vam je tudi dal kak push morda? V politiki v resnici ne, ker jaz sem dosti dolg bil tako, da mene je vedno, kako bi rekel, zelo me zanimajo še vedno pač druge stvari, ne. Zanima me literatura, zanima me filozofija, zanima me film. Tam noter sem se skozi videl doma, in jaz sem v politiko šel, po eni strani zaradi tega, treba je spremeniti svet, po drugi strani pa zaradi v bistvu enega velikega zanimanja, ne. In zanimanje je tisto, mislim, kar me žene. In kako bi rekel, vzorniki, ki sem jih imel, so bili skozi v bistvu intelektualci, ne. Zdaj, če se pogovarjamo, kateri so bili, ne vem, v srednji šoli, ko sem začel brati Mladino, mi je bil blazno všeč Marcel Štefančič. Takrat sem celo v teh šolskih esejih sem posnemal njegov slog pa tako naprej, ker se mi zdel tako blazno pameten, ne. Zanimivo. Ja. Pol na faksu pač takrat sem bral različne stvari, več ali manj smo brali pač teorijo, ne. Pač brali smo Marxa, brali smo Foucaulta, brali smo Polanija. Ja, to sem vas želela vprašati, katero od teh avtorjev, recimo Polanyi, Marx, Tako, ja. vas je kako morda izoblikoval? Ja, pa zdaj, ne, ko sem, kako bi rekel, ostarel, pa berem. Kako ste rekli, 38 let? Pa se moram tudi jaz malo zamisliti. Ženske se ne sme vprašati po letih, tako da tega ne bom naredil. Tako da zdaj pa berem več ali manj literaturo in se v bistvu kako bi rekel, tam noter je moja orientacija. Kaj pa recimo, kako pa poskrbite na konec dneva za neko ravnotežje med delom in med življenjem? Kakšna navada imate? Imate kakšen hobi, se ukvarjate, ne vem, s športom, greste v naravo, berete, ali pa enostavno meditirate? Ja, vse to, kar ste povedali. Ja, odlično, to se pravi kombinacija vsega, verjetno odvisno od dneva, kaj vam, bom rekla, paše. Niti ne, ker evo, to je še ena stvar, v kateri se rad malo pohecam. Jaz nisem bil v vojski, ampak zadnja 3 leta in pol so me nekako prosila, da sem postal vojak v tem smislu, si privzgojil vojaško disciplino, ne, kar pomeni pač budilka striktno vsak dan ista, v 95% tudi med vikendi, takoj zatem pač nek šport, zato da se pač lepo sestavim, pridem k sebi, pol grem delat, po službi pa tako, kadar imam frej večer, ker mislim, politiki moramo dostikrat tudi zvečer pač hoditi okrog, ne, kadar imam frej večer, imam najrajš ali berem, ali grem v kino, grem v gledališče, grem na tenis, kaj od tega. Med vikendi pa, če je lepo vreme, pa ful rad grem v hribe. Tako, ne vem, vsaj enkrat na 14 dni pač na nek tak resen sprehod, ker prej, ko ste rekli meditacija, meni je to najboljša meditacija, najbolj si izčistim misli, če enostavno pač grem za par ur hoditi. Ja, tako da se sfiltrira vse, kar se dejansko mora. Lepo, zanimivo. Zdaj, če se mogoče dotakneva vašega študija, ne, na FDV ste študirali evropske študije, v bistvu smer, ki pogosto nekako bolj, bom rekla, vodi v diplomacijo oziroma v evropske institucije. Vi pa ste se že nekako med študijem usmerili v razprave o socialni Evropi in tudi o vlogi države. Kaj je bil tisti mogoče prelomni trenutek ali pa morda ideja, ki vas je nekako potegnila v smer, kjer ste sedaj? Jaz bi rekel, da prelomni trenutek so bili tisti protesti leta 2012 proti varčevalni politiki, proti privatizaciji, korupciji in tako naprej. Mislim, tisto je bil po mojem za našo celo generacijo nekako prelom. Ne samo v Sloveniji, se takrat smo gledali, Grčija, Siriza, Španija, Podemos. In to so bili tudi generacijsko nekako naši sopotniki. In prej, ko smo se pogovarjali, po kom smo se zgledovali, v bistvu po teh gibanjih smo se zgledovali. In želeli smo tudi v Sloveniji pač obrniti nov list in se začeti pogovarjati o prihodnosti zunaj kapitalizma. Se pravi, ali si lahko zamišljamo prihodnost, ki ne bo kapitalistična. To je bilo, kako bi rekel, naše veliko zanimanje, ne. Kako to osmisliti,
kako to povedati. In kako to dejansko v prakso in potem kako tudi to prenesti. v prakso prevesti. Ja. Zdaj, vi ste bili tudi, delovali ste v Delavsko-Pankrski univerzi, bili ste pa tudi soustanovitelj Inštituta za delavske študije. Se pravi, tam dejansko so verjetno nastajale tudi takšne ideje, ki so potem se nekako prelevile v prakso, prenesle v prakso. Tako, ja, tam smo se somišljeniki zbrali. Tam ste se in debatirali in potem nastajali In so ideje. debatirali in pol se je to, kar zdaj počnemo, v bistvu rodilo iz tega. Ja. In tam verjetno ste potem tudi že razmišljali takrat že o kakšni politični poti, ali je to bilo bolj kot ne samo? Ne, kot rečeno, jaz nisem bil vodstveni tip. Ne. Mislim, za politiko moraš biti vodstven tip človeka. Jaz sem bil kot mladostnik bolj introvertiran kot ne. In nisem se nikoli videl tako v tej vlogi. Ja, v tej vlogi. Ja. Mislim, da bi jaz pa zdaj, ne vem, pač bil vodja nekega gibanja, pa ljudi vodil in tako naprej. To mi je bilo kar tuje. Ampak pol, ko smo vodjo izbirali, so v bistvu nekako mene izbrali, kot češ, pač ti si v redu. Ne? Mislim, te zaupamo, da ne boš delal za svojo korist, ampak da boš nekako delal v korist skupine. Kar, kako bi rekel, mislim, je bila seveda pač je bilo prepoznanje, ki ga nisem mogel zavrniti. Hkrati sem se pa zelo nelagodno počutil v tej vlogi, ker se spomnim, ko sem prvič govoril na protestu, takrat sem ves živčen pač pisal nek govor, ki je imel samo klicaje, pa sem stopil na oder in jaz sem se tako od pasu navzdol sem se v bistvu tresel. Pa je šlo. Šlo je, ja, ampak recimo temu, da je bil to ognjeni krst. Ne? Ja, tako. In potem pa samo naprej, sej z vsakim nastopom verjetno potem postane tudi lažje. Ja, pa z vsakim nastopom postane lažje in evo, po 12 letih, ne, kot sva midva zdaj, pa lahko že z vami precej sproščeno govorim. No, odlično, super. Se pravi, ta pot od aktivizma do politike, političnega delovanja je morala biti tudi tako zelo zanimiva oziroma prelomna na koncu koncev, ne? Če ste zase rekli, da ste bolj bili tudi introvertiran. Ja. Tip politika je pa nekaj takega, kjer ste ves čas v ospredju, če to želite ali pa ne. Ja, kjer v bistvu se ves čas moraš, ves čas si med ljudmi, kar je lahko zelo izpopolnjujoče. Mislim, lahko ti ljudje veliko dajo. In jaz ful delam na tem in moram reči, da trenutno sem res najbolj na svetu vesel za ljudi, ki jih imam okrog sebe, tudi v smislu sodelavci. Ker smo na tako pač lepe odnose smo zgradili, lepo energijo, tudi da kadar se ne strinjamo, zdaj to ni ni, da se moramo skregati. Se dogovorite? Ja, se dogovorimo, ja. Mislim, pač damo problem na mizo, se pogovorimo, ampak imamo pa eno tako lepo ozračje zaupanja, da v bistvu je to ful izpolnjujoče. Ne. Lahko je pa to tudi zelo izčrpavajoče. Mislim, če si okrog sebe pač obdan z slabimi odnosi, je pa to uničujoče za človeka. In tudi to se nažalost v politiki kdaj zgodi. Ampak mi smo, kako bi rekel, skozi 12 let nekako se naučili en z drugim živeti, delati, shajati in iskati ravnoteže. Ja. Zdaj v Državnem zboru takrat ste bili tudi eden izmed najmlajših poslancev. Ste to tudi kdaj občutili, to razliko, recimo? Ja, ves čas. Ves čas. Ja. Mislim, se so me skozi spominjali, da sem. Da ste najmlajši, ja. V dobrem in v slabem. Ne. Ja, kako pa so to vi doživljali osebno, bom rekla? Verjetno ves čas poslušati je že tako. Ja, tako, na začetku moram reči, da mi je bilo malo tako, ne. Malo nerealno. Ne. Mislim, kot da si čist ne zaslužim biti tukaj, kjer sem. Tako, tak je bil začeten občutek. Pol pa, kaj pa vem, pa se pa navadiš. No. Mislim, navadiš se, ampak spet ljudje se na različne načine navadimo. Ne. Jaz sem se vedno ravnal po temu, da pač starejši, ko si pač bolj dobrohoten moraš postajati. Videl sem pa veliko ljudi, ki jim pa v politiki zraste grba, ali pa ki, ne vem, stopijo na funkcijo, pa dobijo višinsko bolezen, se jim zvrti in postanejo blazno arogantni. Tega se pa treba na vsak način izogibati. Mislim, moraš se znati zvečer pogledati v ogledalo in se vprašati, kdo si.
In samega sebe dejansko. Da samega tudi sebe ti. ne izgubiš. Mhm, Ja. tako, Mislim, da tako. samega sebe ne izgubiš. Tako. Mislim, jaz zavajal tudi, ne vem, poleti ali pa tako, takrat, ko imam lahko teden naprej, se nekam odmaknem, kjer se z nikomer ne pogovarjam o politiki, v bistvu čisto odmislim to svojo vlogo, je pač pustim doma, kot da je ni, ker se mi zdi, da tudi tam se lahko malo vrneš k sebi, ne. Ker če si, politika je vloga, ne, in to je tako, kot eni igralci rečejo, da imajo problem, da ko so odigrali toliko vlog, na koncu pozabijo, kdo so sami. In jaz na enak način pač gledam na svojo vlogo, ne, kot poslanca, zdaj kot ministra, pač to je obleka, ki jo doma obesiš, ampak moraš imeti sam pri sebi pač neko drugo zvestobo do sebe, pa do tega, kaj si, ker drugače ne vem, kako živiš, če se pač stopiš in popolnoma poistovetiš s tem, da sem pa minister. Mislim, nisi, ne, pač ti si začasno minister. Tamle je torba, ki jo boš verjetno pač, če ne čez 3 mesece, pa čez par let pač moral vzeti in zapustiti ta položaj, ne. Tako in ta Ja. torba bo odšla. Vi Ja. pa boste ostali Tako. sami s sabo in Ja. je treba najti ves čas nekako negovati ta svoj bit. Tako, ja. In ne pustiti, da ti to zmeša glavo. Ja, Ja, kar pa verjamem, da ni lahko. ja. Zdaj, Levica, ne, je nastala iz iniciativ, kot je, se pravi, Inštitut za delavske študije in iz družbenih gibanj. Kaj je pa bila, recimo, vaša, ne vem, prva ideja, ko ste ustvarjali tudi ta projekt? Ne vem, Če sem enostavno spremeniti svet. spremeniti svet. Ja, In to je bilo to. In to- potem ste to. šli s polno paro naprej. In pa smo šli s polno paro spreminjati svet. In ko danes pogledate za nazaj, recimo, ko ste Ja. sebe v tistem času, je to, kar ste takrat imeli v mislih? To sem pa razmišljal, ja. In do Ja. kakšnega zaključka ste prišli? Nisem si predstavljal takrat, mislim, res nisem si predstavljal, kaj to, mislim, prvo, kaj pomeni iti v politiko, pa mislim, kje bom čez 10 let. To je tako. Tako da, če bi rekel, da sem si predstavljal, bi lagal. Ja. Okay. Ampak kar poskušam delati, pa je, da ostajamo zvesti svojemu bistvu, ne. Če smo rekli, gremo v politiko zaradi tega, ker nočemo, da so ljudje prekarni, pa hočemo, da imajo službe, zato se borimo. Hočemo, da so dobro plačani, zato se borimo. Hočemo, da pridejo do stanovanj, zato se borimo. Hočemo, da država organizira varno starost, zato se borimo, ne. In tukaj noter pa moram reči, da sem pa zelo zadovoljen, kako naša stranka ostaja pač zvesta svojemu bistvu in je tudi posebej v zadnjih 3 letih pokazala, da bistveno bolj kot praktično vse druge stranke zmožna tudi udejanjati te svoje politike in ideale. Spravi, na začetku mandata, recimo, ko ste si postavili določene cilje, pa če zdaj pogledate, so to cilji, ki ste jih nekako... Mislim, jaz imam v svojem bloku vse kljukice narejene za ta mandat, absolutno. Okay. Kaj pa so koordinacija stranke za Asto Vrečko? Kako to zgleda? A to si razdelita delo? Kako ta komunikacija tudi poteka? To je v bistvu en tak, kako bi rekel, partnerski odnos, ne? Ja. Ja. Se pravi, službena partnerka. Tako, ja, službena partnerka, ja. Saj imate v Levici, pa verjetno še ki. Ja. Ja. In ja, ni striktno dogovorjeno, ne, pač ti delaš to, jaz pa to, ampak je treba pač nekako balans držati, ne. In oba se morava pač truditi, da se oba dva pač v vlogi, kakršna je, pač dobro počutva. In da skupaj vlečeva stranko v isto smer. Ker najhujš, kar se pri sokoordinatorstvu lahko zgodi, je, da tako greva, ne. Da gresta vsak po svoje. Ja, greva vsak po svoje, pol ne vem, kam bi stranka šla, ne. Verjetno bi se del ljudi na mojo stran postavil, del na njeno, ampak to bi bilo izjemno slabo. Je v bistvu razkol stranke. To je razkol stranke, ja. Ja. To je razkol stranke. Ja. Zato imajo ponavadi stranke enega vodjo, če sta dva, pa morata biti oba dovolj zrela in pametna, da držita skupaj. To je bistveno. Ja, ker namreč zagotovo prihaja znotraj stranke do nekih napetosti, pa tudi odhode, recimo, ste tudi imeli, ne? Verjetno to je treba vse nekako balansirati oziroma speljati tako, da naprej delujete enotno. Tako, Ni tako pa je. verjetno- Pač stranka je ena taka velika družina, ne, za katero je treba ves čas skrbeti, gladiti odnose, se pogovarjati, razumeti. In bistveno tukaj je, da v pač čim širšem krogu ljudi uspemo
uspemo dihati skupaj, uspemo pač si skupaj postavljati cilje in skupaj slediti, in da se vsak v tem pač vidi tudi koristnega. Ne. Kako pa to, da ste se odločila tako Za sokoordinatorstvo. Pa tako, ne vem, poleti sva razmišljala, kako se organizirati za volitve, in sva prišla do zaključka, da bi bilo optimalno, če ustanovimo sokoordinatorstvo. Tudi že nekaj časa gledamo stranke po Evropi in te, ki so nam najbolj všeč, imajo dostikrat 2 koordinatorja. Ne. Prejšnji petek sem obiskal Možemo na Hrvaškem, imajo Tomislava, župana Zagreba, pa Sandro Benčič, ki je sokoordinatorca. Nemška Die Linke ima to, zelene stranke imajo dostikrat to. Skratka, tukaj noter se tudi politično vidimo in se mi zdi, da je tudi z vidika enakopravnosti med spoloma, ki jo pač naša stranka poskuša ne samo zagovarjati, ampak tudi udejanjati, to zelo dober signal. Ja, vsekakor. Zdaj pa, če bova šla kar na malček še na vaše dosežke v tem mandatu, se pravi dosežke ministrstva. Ne. Kaj bi rekli zdaj trenutno, lahko mogoče začneva z dvigom minimalne plače? Kaj bi lahko o tem kaj povedali? Zdaj, tukaj bom izpadel malo hvalisal, ampak jaz mislim, da od leta 2018, ko smo spisali nov zakon o minimalni plači, takrat je bila zahteva, da bo minimalna plača naj bo 700 evrov neto. In od takrat smo jo potisnili, zdaj letos smo tudi pred dvigom, potiskamo jo že proti 1000 evrom, kar pomeni blazen dvig. Hkrati smo z rastjo minimalne plače uspeli tudi druge plače potisniti navzgor. Rast plač v Sloveniji je bila okrog 35% v zadnjih 5 letih in minimalno plačo smo vedno videli kot tisti vzvod, ki potiska ostale. Razumem, da to gospodarstvu malo stres povzroča, ne, ker rečejo, ja, pa zdaj minimalna plača pa preskočila toliko in toliko razredov, pa zdaj so že kvalificirani delavci skoraj na minimalni. Drži, danes. Ampak verjetno boste za to, da obdržite kvalificirane delavce, da jih pravilno ovrednotite, nagradite, se zavzeli za to, da se njihove plače popravijo. In zato jaz zagovarjam, da je treba ves čas stopnjevati ta pritisk z minimalno plačo, zato da splošno plače rastejo. In moram reči, da sem zelo vesel, da ne samo, da smo povečali minimalno plačo, tudi splošno rast plač smo sprožili in konec koncev s tem sprožili tudi prenovo sistema plač v javnem sektorju, ker javni sektor ima 65 plačnih razredov. Ko smo delali reformo, jih je bilo 25 od teh pod minimalno plačo in izhodišče reforme, pri katerem je Levica vztrajala, je bilo, da se spodnjih 25 razredov odstrani in se naredi novih 65 razredov. S tem smo tudi v javnem sektorju postavili plače, s katerim javni sektor lahko zopet konkurira plačam v zasebnem sektorju. Tako da tukaj noter mislim, da imamo, kako bi rekel, veliko zaslugo za plačno politiko, ki je bila zelo dobra v zadnjih 5 letih. Kaj pa prekarno delo, agencijsko, pa platformni modeli, kaj pa glede tega? Tudi tukaj bom pa mogoče tako. Leta 2011-2012, ko sem jaz končeval faks, smo imeli brezposelnih na višku 130 000. Službo je bilo težko dobiti, sploh za mlade brez izkušenj. Jaz se spomnim takrat z bivšo, ko smo skupaj živela, pa je ona dobila neko službo za 800 evrov, mislim, smo šla na večerjo, odprla šampanjec, to je bil dogodek. Sta proslavila. Sva proslavila, ja. Zdaj, ko poslušam današnjo mladino, pa gledam današnji trg dela, 130 000 brezposelnih smo šli na 45 000 brezposelnih. Službo ima praktično vsak, ki si dela želi. Ki delo vidi, ja. Ki delo vidi, ja. In so v popolnoma drugi situaciji. Oni pa ne, da se borijo za službo, oni službo zbirajo, pač katera jim najbolj ustreza. In meni se je to leta 2011-2012, ko sem bral, mislim, da je to Eric Hobsbawm, angleški zgodovinar, je pisal, da v 60 letih v Ameriki pač ni bilo tako nenavadno, da pač si dobil službo,
šel za pol leta potovati, prišel nazaj in si dobil pač v 14 dneh novo službo. Meni se je to zdela takrat utopija. Ampak evo, zdaj smo nazaj v tej utopiji. In to se mi zdi največji dosežek. No. Kar se prekarnosti tiče, ta še zmeraj obstaja, se pa proti njej borimo. Kar sprejemamo strategijo proti prekarnosti, prenašamo direktivo o platformnem delu, ki smo jo predvsem z kolegico, špansko kolegico Jolando Diaz, ona je tam ministrica za delo, pa z bivšim komisarjem Nikolajem Schmidtom smo uspeli prepričati Svet Evropske unije, da je to direktivo sprejel in jo zdaj moramo do konca leta 2026 vse države prenesti v svoje zakonodaje. In ukrepili smo inšpektorat za delo. Sem tudi prebrala, da je tudi pač z nalogo, da smo bolj učinkoviti v prepoznavanju prekarnosti in odpravljanju. Ja, ker sem prebrala, da je v bistvu doživel inšpektorat za delo kadrovske organizacijske spremembe in je tudi nastavnik sektor za prednostno odzivanje kot posebna enota inšpektorata, ki v bistvu deluje od oktobra 2024. Drži. Tukaj mogoče malo predzgodbe. Zdaj, v zadnjih letih se je ravno zaradi tega dogajanja na trgu dela močno povečal pripad tujega dela pri nas. Število tujih delavcev je zraslo z cirka 80 tisoč leta 2019 na 160 tisoč letos. Zdaj, da ne bo kdo narobe razumel, tujih delavcev ne uvaža država. Tuje delavce uvažajo podjetja, ki jih rabijo. Uvažajo jih industrijska podjetja, uvažajo jih gradbeniki, uvažajo jih avtoprevozniki, uvažajo jih gostinci, uvažajo jih kmetje, če omenim pač te panoge, kjer je tega dela največ. Je pa tako, ne. Tradicionalno je bila Slovenija orientirana na Balkan. Ljudje, ki pridejo iz Bosne, Srbije in tako naprej, govorijo jezik, ki je recimo, da v večini pač nas razumljiv, podoben. Verjetno imajo tukaj že odprej tudi kakšne znance in se malo lažje znajdejo. Zdaj firme, ampak jaz nisem navdušen nad tem, se pa obračajo v južno pa jugovzhodno Azijo. In tukaj noter pa vidimo, ne, pač izkoriščanje nepalskih delavcev, zadnjič tista groza na kmetiji Bobnar. In mi smo inšpektorat ukrepili zaradi tega, ker smo rekli, lejte, ne more inšpektorat biti toliko počasen, da najprej se v medijih pojavi zgodba, potem vi dobite prijavo. Ne. Mi moramo imeti pač enoto za hitro odzivanje, da ko nekaj slišimo, da je nekje narobe, je enota pa čisto popoldan tam. Zato smo jo ustanovili, ker tukaj noter je polje zlorab, nažalost, veliko. Imate kakšno statistiko, spremljate? Ves čas spremljamo, ja. Mislim, in tukaj je pač vse, pač od prekomernega dela do tega, da jim pasu še poberajo, o tem tudi mediji pogosto poročate, ne, do popolnoma neustreznih bivanjskih pogojev teh ljudi. Skratka, tukaj noter nas čaka veliko dela, predvsem pa nas čaka veliko dela na integraciji. Jaz sem zelo strikten kot minister pri tem, da če tuji delavec pride, ga je treba, in je to tudi naloga podjetja, učiti slovensko. Vsekako. Če on ne bo znal komunicirati z okoljem, bo to zelo čudno, sploh pri taki množici tujih delavcev, kot jih imamo. Ja, pa vsekakor mislim, ko je nekdo v Sloveniji, tudi prav, da se nauči slovenski jezik. Tudi mi, ko gremo v tujino, pa se nekako prilagodimo. Načeloma je to angleščina, ki je potrebno poznati, ampak kakorkoli je potrebno se prilagoditi državi, v kateri potem posameznik dejansko tudi živi. Ne? Tako. In se poskušati pač vpeti v okolje, v katerem si. Ja, tako in drugače. Vsekakor je kulturni šok, ampak če se ne sprejme takšno odločitev, je potem potrebno tudi sprejeti takšne posledice. Tako, nesoglasje z gospodarskimi zbornicami, bo predvsem v tem, da oni pravijo, to je naloga države. Ne, mislim, ni samo naloga države, vsi se moramo za to truditi, da se delavci, ki pridejo sem, tudi upnejo v lokalno okolje. Res je. Eden novejših ukrepov, ki sem ga zasledila, je tudi skrajšan delovni čas. In sicer 80-90-100 za starejše delavce, se pravi tik pred upokojitvijo. To bi naj pomenilo, da delajo manj, plačani so skoraj enako, prispevki pa tečejo kot za polni delovni čas. Lahko malo več to poveste oziroma pojasnite, kaj je
komu je namenjen dejansko, starostne omejitve? Ja, to je v bistvu tako. Mi smo delali dve reformi hkrati, pokojninsko reformo pa reformo trga dela, ki jo treba skupaj gledati. Zdaj, oboje skupaj je bilo tudi prejšnji teden potrjeno na Evropski komisiji in smo za uspešno izvedbo reform dobili več 100 milijonov evrov v slovenski proračun izplačana iz sklada za okrevanje in odpornost. Ja, tako da tudi tukaj, ko se pogovarjamo o kljukcah, so kljukce. Ja. Pri pokojninski reformi smo pa gledali tako. Temelj reforme je bil, da zavedamo se, in to smo vse tri strani rekli, vladna, sindikalna in delodajalska, da se kot družba staramo in da bo treba delati nekoliko dlje. Ampak delati nočemo za slabše pokojnine. Zato smo s tem, da delamo dlje, povečali odmerni odstotek. Tako, Pred 5 leti so ljudje, 6 leti so ljudje, moški hodili 57,25 odmerov v pokoj. Po pokojninski reformi se bo odmerni odstotek dvignil na 70 odstotkov. Se pravi, bomo delali nekoliko dlje, ampak zato dobili precej boljšo odmerjeno pokojnino. Pa smo prišli do naslednje težave. Če delamo dlje, a so vsi zmožni delati dlje? Točno to, ja. A so, ne? Ker danes imamo v starostni skupini nad 55 let, pa gor, aktivnih samo še slabih 40 odstotkov ljudi. In ni nujno, da, kako bi rekel, grejo v pokoj po lastni volji. Veliko jih ima tudi zdravstvene težave, veliko jih ima takšne in drugačne obrabe, sploh če delajo fizično. Zato smo pol pri reformi trga dela odprli vprašanje, kako prilagoditi delovna mesta. Tam noter smo dali spodbude, seveda, in pa ali je prilagajanje delovnih mest tudi skrajševanje delovnega časa. Jaz mislim, da absolutno, če nekdo pač starejši, mislim, še starejši, kot sem jaz, in ne zmore več toliko delati, kot je takrat, ko je bil mlad, bi mu prišlo zelo prav, če se lahko dogovori z delodajalcem, da dela, in to je 80, 90, 100, samo še recimo 4 dni na teden, zato dobi 90 odstotkov plače, država pa mu prizna, kot da ima 100 odstotkov plačanih prispevkov. In to je model, ki začne veljati s 1.1.2026, se pravi z novim letom, in se bodo delavci starejši od 58 let lahko to s svojimi delodajalci tudi zmenili. Se pravi, da se ta zadnja leta pred pokojem v bistvu delo olajša s tem, da se delovnike skrajša. Lahko je to 4 dni na teden, lahko je to 6 ur na dan. Tukaj pa dajemo svobodo delodajalcu in delavcu, da se dogovorita. Sicer delodajalci so nekateri mogoče opozarjali, da je za določena dela težje organizirati ta skrajšan delovni čas. Se strinjam, zato smo tudi rekli, da ne bomo obvezovali, ampak da dajemo možnost, da se dogovorijo. Se pravi, kjer bi pač to bilo potem mogoče. Tako, možnost in spodbude. In mislim, da to je tudi pravi pristop. Pa bomo pa gledali, kako se to obnese, pa sistem nadgrajevali. Smo ga pa neko prakso, ki ni čist taka, ampak smo našli na Nizozemskem in se nam je zdela zanimiva, pa smo jo prilagodili za slovenske razmere. No, tu je sicer že zdaj povezana tudi pokojninska reforma, pa preden greva na pokojninsko, bi vas še vprašala o zakonu o lastniški zadrugi delavcev. Namreč ta je bil predstavljen že leta 2023, sprejet pa je bil v Državnem zboru letos oktobra. In kaj je v bistvu namen tega zakona? Tu gre v bistvu za delavce, se pravi, ki zaposlenim, se pravi, prvič odpira neko sistemsko možnost, da postanejo solastniki podjetja, kjer dejansko delajo. To sem potem malček zaznala, da to je tudi v tujini že nekako tudi podprto, oziroma že izvajajo v Ameriki, v Kanadi in Veliki Britaniji. In Slovenija je potem tu kako umeščena, oziroma če nam lahko malo več o tem poveste, ker se mi zdi, da o tem ni bilo kaj dosti govora
v medijih pa se mi zdi tako zelo zanimiv ukrep. Ja, meni je tudi žal, da ni bilo govora. Mislim, ta zakon smo spet dogovorno izpeljali in ker pač ni bilo nobenega konflikta, nihče ni proti, ni bilo govora. Je pa to škoda, ker je to zelo dobra praksa. Jaz sem za ta zakon se potegoval že, mislim, da od leta 2018 smo na njem delali. A že 2018? Ja, v bistvu že v poslanski skupini smo ga začeli pripravljati. Ker smo ugotovili, da, mislim, to v Sloveniji sploh ne vemo, da v ZDA, pač najbolj kapitalistični državi na svetu, obstaja zelo razširjen sistem delavskega lastništva. Tam so v 1970 letih, se pravi 50 let, zdaj ta zakon v Ameriki obstaja, so sprejeli zakon, ki se imenuje, mislim, ki vzpostavlja shemo ESOP, to je Employee Stock Ownership Plan. In se je tako razrasla ta shema, da danes dela 14 milijonov ameriških zaposlenih v podjetjih, ki so v taki lasti, se pravi, ki so v lasti teh zaposlenih. In ta podjetja izkazujejo blazno dobre rezultate. Prvič, njihovo lastništvo je stabilno, pač teh podjetij ne plenijo razni skladi in tako naprej, niso pač na Wall Streetu, nimajo pač finančnih predatorjev ves čas nad sabo, ampak so lastniki skladi v lasti zaposlenih. Delavci, ki delajo v teh podjetjih, so bistveno bolj motivirani, ker ne dobijo samo plač, ampak lahko konec leta dobijo tudi del dobička. In lastništvo, ki se jim nalaga, je izplačano v hipu, ko se oni upokojijo. In v pokoj gredo tudi z do 10-krat večjim premoženjem kot njihovi kolegi, ki delajo v primerljivih panogah v običajnih podjetjih. Ta podjetja so tudi bistveno bolj lokalno odgovorna, ker mislim, se si predstavljate, če ljudje, ki so lastniki podjetja, pač tudi živijo v kraju in pač sestavljajo to lokalno skupnost, seveda pač se bodo te lokalne skupnosti odgovorno obnašali, bodo pomagali tamkajšnjim športnim in kulturnim klubom, ne bodo zlivali strupenih odplak v reko, iz katere se pač tudi oni napajajo in tako naprej. In smo rekli, pa to prakso je treba prenesti v Slovenijo, mislim. Tako da smo postali s tem zakonom 4. država na svetu, ampak kar je še bolj pomembna, prva država EU, ki je to prakso prevedla, da gre tudi v evropski pravni red in trenutno jo že od nas kopirajo Španci. In slišim, da se tudi na Danskem začenja debata, da bi to naredili. Zdaj, kako lahko slovenskim podjetjem pomaga? Kar nekaj interesa se je že izkazalo, tudi Devisoft je med interesenti. Podjetje Inea je že postalo prvi slovenski ESOP. Zadnjič sem bil tam, lahko na mojih spletnih straneh, na Instagramu pa na Facebooku vidite, ko smo se pogovarjali z zaposlenimi, kako to deluje. V mojem rojstnem kraju je pa Domel, ki je v delavski lasti, oziroma je bil. Ampak ta model ESOP tudi za Domel, če bodo seveda pač uporabili to shemo, prinaša določeno rešitev. Namreč podjetje Domel je v delavski lasti od leta 1996, ko so se zaposleni ustrašili, da ga bo prevzel nek ameriški sklad in so rekli, ne sme ga prevzeti, to je konc firme. In pol so se organizirali in so firmo odkupili sami. Tako da leta 1996 pride Domel v delavsko last. Zdaj smo pa 30 let kasneje in tako kot jaz, so se tudi oni postarali. Se staramo. In trenutno jih je že polovica teh zaposlenih danes upokojencev. Upokojenci pa za razliko od zaposlenih, ki jim je v interesu, da pač se v firmi čim več reinvestira, upokojenci pa bolj gledajo, da jaz bi pa mogoče še kakšen pribitek iz pokojnine, pač iz naslova dobička dobil in imajo konflikt. In Domel bi želel zdaj v bistvu te delnice od upokojencev nazaj pokupiti in jih zakleniti v podjetje. Ta naš model ESOP pa pomeni, da so delnice zaklenjene v podjetju, ti jih ne moreš ne prodati, ne nesti ven iz podjetja. Tvoje so, dokler si v podjetju, ko greš ven, te podjetje izplača, ampak tam ostanejo. Dejansko človeka se pa izplača in je to. Tako. In na tem so tudi Američani, v bistvu to je glavna inovacija. Na tem so ta model postavili in zato tako dobro deluje že 50 let.
Zanimivo. To upam, da se bo tudi potem v Sloveniji tole malo bolj Tako, prijelo. Se ja. verjetno potrebuje malo časa, ne? Malo časa, ja. Zdaj iščemo aktivno podjetja, ki bi bile za tako shemo zainteresirane, ker bi radi postavili par pilotnih projektov, da pokažemo, da je to v resnici zelo dober model. Mislim, z vseh vidikov. Z vidika odgovornega lastništva, z vidika motivacije zaposlenih in z vidika odgovornosti podjetij. Tako. Vprašala bi vas še tudi o shemi skrajšanega delovnika. Namreč to je bilo tudi zdaj v zadnjih mesecih nekaj malo več govora za podjetja, ki so recimo v težavah, da bi se to omogočilo, ne. Zdaj zadnjič ste v medijih dejali, da dejansko je mehanizem že pripravljen, ampak da manjka samo še sklep. Tako. To drži? Drži. In ta sklep se tudi pripravlja. Zdaj, če bo intervju kakšen dan kasneje objavljen, ko mi dva govoriva, mislim, da lahko govoriva že v pretekli, ko Tako, sklep je bil v četrtek na vladi sprejet. Okej, se pravi to. Tako, je pa to mogoče, da še tole malo razložim. Ja, Ja, ker je bilo tudi nekaj polemik okoli tega, kako se bo to sploh urejalo. Ja, zdaj v medijih se malo bere, tako čudno se bere, no, kot da je ministrstvo za delo tisto, ki zdaj ni naklonjeno tem, ampak zgodba je čisto drugačna. Mi smo ob koncu lanskega leta, ko je Trump v bistvu že napovedal carinske vojne, smo rekli, okej, to pa evropski trgi so bili že takrat tako. Nemčija je v krizi, avtomobilska industrija ima blazne težave in smo rekli, okej, očitno se v svetu kuha kriza, ki lahko pride tudi v Slovenijo. In jaz, prej začela sva, da sem s faksom vstopil v obdobje krize, sem rekel, da mi ne smemo dopustiti, da se neka kriza spet tako razmahne, tako da je treba vnaprej razmišljati. In zato smo na ministrstvu pripravili zakon, da vkolikor pride kriza v Slovenijo, naj se podjetjem omogoči subvencioniranje skrajšanja delovnika, da ne bodo odpuščali delavcev, ampak da jih lahko dajo na krajše delovnike, da delajo polovico časa, pol so pa doma, država to subvencionira in da lepo 3 ali pa 6 mesecev z nižjim tempom se potrudijo predvsem zato, da dobijo novo naročila in pol podjetje lahko funkcionira naprej. To je logika te sheme. Zdaj, ko se pogovarjava leto kasneje, potem, ko smo ta zakon pripravili, sem prepričan, da je to pravi trenutek, da to shemo uporabimo, ker ta kriza, v kateri smo takrat špekulirali, je nažalost dosegla Slovenijo. Je tu. Tako, in je čas, da podjetjem pomagamo. Bodo podjetja zagotovo lahko vesela. No, zdaj pa greva na to zelo glasno pokojninsko reformo, ne. To je v bistvu ena izmed najpomembnejših točk tudi pri vašem ministrstvu, ki ste se lotili, ne. Šel je skozi v bistvu kar dolgotrajen socialen dialog. Bilo je vpletenih kar nekaj bom rekla, sindikalnih central, tudi ekonomsko-socialnega sveta, delodajalcev, dejansko tudi sindikati večinoma so to podprli. Sicer tudi referendum potem ni šel skozi, se pravi, ni se zbralo dovolj podpisov. Kako ste se počutili, ko se je pa začelo zbiranje podpisov, recimo, glede na vas trud in na vse te organizacije, ki so bile predhodno potrebne? Bil sem jezen zaradi tako nerazumevanja, pa tudi grobega zavajanja, ki so ga organizatorji referenduma izvajali. Sicer je pa tako s pokojninsko reformo, ne. Mi smo šli v vlado v glavnem, moja ambicija je bila, da premaknemo projekte, ki so danes na Ministrstvu za solidarno prihodnost z mrtve točke. To so na prvem mestu stanovanja, na drugem mestu ekonomska demokracija ESOP, tretjem dolgotrajna oskrba. Pokojninska reforma, ki na Ministrstvu za delo, sem pa videl tako kot neke vrste, kako bi temu rekel, tlako, zrelostni preizkus, nekaj, kar je treba narediti, zato da bomo lahko tiste stvari izpeljali. Ker drugače ne moramo biti v vladi, če je država obvezana, da naredi pokojninsko reformo, jo je treba narediti, ne more se temu izogniti. Je pa s pokojninskimi reformami tako. V Italiji, to je enkrat Lisija Gabrielčič pisal v Delu,
jim rečejo, da so tako kot električne žice, pač vsak politik, ki se jih dotakne, umre. Ne? Ok. Ja. Zanimivo. Ja. No, vi ste se dotaknili, Ja, in evo, ste še tu. še sem tu. Okay. Z referendumom so sicer želeli malček to Ja, tako, zelektrolizirati. sem se postaral, nisem pa umrl. Okay. Tako, in mi smo se pol lotili tako. Rekli smo, ok, to je projekt, ki ga na noben način pač ne smemo postavljati na kocko. Treba je probati dobiti najširše možne družbeno soglasje. Tako da smo v začetku šli ekonomsko-socialni svet, povedali pa, če imeli bomo toliko in toliko časa na voljo za debato, vzeli smo si na koncu 9 mesecev, da pridemo pač stvari do dna. Zraven smo povabili tako koalicijske kot tudi opozicijske stranke, tudi pri SDS in NSI smo bili in smo jih povabili k sodelovanju v reformi. In povezali smo se z upokojenci pa z mladinskimi organizacijami. Tako da smo imeli res eno tako široko debato in iskali ob pogoju, da se moramo vsi zavedati, da se družba stara in da se mora starost nekoliko podaljšati, da moramo izkazati pripravljenost delati dlje. Iščemo zdaj pač konsenz o tem, kakšen pokojninski sistem imeti naslednjih 20 let, ko ga bo verjetno treba spet reformirati. In moram reči, da sem zelo zadovoljen, ker tukaj je cela slovenska družba izkazala po mojem zelo veliko zrelost, da ljudje lahko se ne strinjajo, Jaz razumem, da se pač vse nikomur ni fajn, da bo moral delati dlje, ne? Ja. Ampak so pa vsi izkazali razumevanje za to, da bo treba, in izkazali so tudi pripravljenost, da se oblikuje konsenz v tej reformi. Tako da mi smo jo zaključili blazno mirno. Mislim, saj podporniki referenduma so na koncu zbrali 10,000 podpisov. Ja, to nekje 10-11. Ja, če pogledamo v Francijo ali pa v Belgijo, kako tam izgledajo pokojninske reforme. Belgija je ravno zdaj izvajane. Predzadnjič, ko sem bil v Bruslju, je bilo tam 150,000 ljudi na ulicah in solzivci in droni in tako naprej. Pri nas smo izvedeli pokojninsko reformo praktično brez drame in ob konsenzu. Brez teh izgredov dejansko. Ja, in tukaj bi se na prvem mestu pa še enkrat vsem zahvalil, da smo bili zmožni toliko konstruktivno se o toliko zapletenem družbenem vprašanju dogovoriti. Ja, ker marsikakšne kritike so, da se bo delalo dlje, da pokojnine bodo nižje, ampak mislim, da to se že zdaj tudi, bom rekla, med prebivalstvom malček, so se že tudi sami bolj seznanili s tem dejansko, kaj pokojninska reforma. Tako, mislim, delalo se bo dlje, to je dejstvo, ampak pokojnine, mislim, to je bil pa res temelj, pokojnine pa ne bodo nižje. Bodo bolje, bistveno bolje odmerjene, kot so bile v preteklosti. Tako da bo to, bom rekla, tudi za prebivalstvo v redu. Tako. Kaj pa recimo tu so tudi vključene invalidske pokojnine, tudi za vdove, tudi družinske pokojnine. Kaj pa glede tega? Katere skupine, bom rekla, izmed teh so tiste prve, ki to najbolj občutijo? Zdaj, pokojninsko reformo bodo prvi in najbolj občutili najrevnejši upokojenci, ker za njih res bistveno izboljšujemo stanje. Najrevnejši invalidi, ki imajo danes pod 500 evrov pokojnine, bodo dobili 22% višjo pokojnino z novim letom. Enako velja za najrevnejše kmete, ki so zavarovani za ožji obseg pravic, 22% dvig z novim letom. Vdovam smo že v tem mandatu zagotovili, da se deduje najmanj zagotovljena pokojnina, se pravi najmanj 750 evrov. Ja. Ne more, če sta bila dva kmeta, pa en imel 400, drug pa 500 evrov pokojnine, ne bo vdova dedovala delež pokojnine od 500 evrov, ampak gre na 780. In pa izboljšuje se njihova odmera. Tako. Pol bi tukaj izpostavil varstveni dodatek. Vsi, ki imajo pod 740 evri, kar je prag za varstveni dodatek, bodo zdaj lažje prišli do njega. Tukaj spet govorimo o širokih skupinah najrevnejših upokojencev. In pa vsi upokojenci dobijo zdaj čez 2-3 tedne božičnico. Tako. Kar je pa tudi v bistvu zimski regres, je nova pravica, ki jo dajemo. Tako da to so dejansko prvi učinki pokojninske reforme in verjamem, da jih bodo ljudje zelo veseli, ker smo res ciljali na to, da se v prvi vrsti zaščiti najrevnejše. Ker če gledava
prag tveganja revščine v Sloveniji ponavadi pa smo dobri v Evropi, čeprav so te številke vseeno grozne, ne. Smo med najboljšimi, ampak še vseeno, pač vsak, ki je reven, je preveč. Ja. Prag tveganja revščine je nekje splošni tam 12-13%, ponavadi, malo niha z leti. Če pogledamo, kdo je pod tem pragom, vdove, teh je največ, in pa gospodinjstva z invalidskimi upokojenci. Zato smo v prvo vrsto pač komu je treba izboljšati stanje postavljenih. Kaj pa recimo matere in ženske recimo s podrazgibanimi karierami? Te so tudi, bom rekla, bile malo tako pod vprašanjem, oziroma so se določena javnost je tudi tukaj malo ustala in spraševala, kako bo s tem. Ja, zdaj, če sprašujete o njihovih pokojninah, Ja. kar lahko rečem, je to, da bodo bolje odmerjene, da se število otrok zdaj bolj upošteva pri odmeri pokojnine, kot se je prej. In pa nasploh peljemo stvari tako, da ves čas gledamo, kdo so najrevnejše skupine in kaj lahko še za njih naredimo, da to popravimo. Tako da, če se pogovarjava pač o materah in otrocih, v tem mandatu smo tudi prišli do točke, da je Slovenija prva država na svetu, na lestvici UNICEF-a, z najmanj revnimi otroki na svetu. Ja, kar je pa tudi zelo lep dosežek. Ja, vsekakor. Bi še mogoče sporočili kaj mladim, ki zdaj včasih nasploh vedno dvomijo, kaj bo pa z njimi, kako bo z njihovimi pokojninami, jo bodo sploh dočakali ta čas, mlajšimi od vas, no, ki ste rekli, da ste že zdaj med starejšimi. Ja. Tako, ja, ne, jaz sem prepričan, zdaj pokojninski sistem, si upam reči, da ga zelo dobro poznam, sem se v pokojninski reformi pa vseh njenih vidikih pogajal z vsemi možnimi akterji 2 leti. Ta pokojninski sistem je trden, s tem pokojninskim sistemom ne bo šlo nič narobe. Verjetno ga bo treba na vsake toliko let še malo popravljati, ampak mi smo postavili okvir za 15 do 20 let, na noben način pa naj vas ne skrbi, da bi ostali ob pokojnino. Če so lahko v katerih državah zaskrbljeni, da pokojnin ne bo, so to v tistih državah, kjer nimajo sistema, kjer plačuješ prispevke, država jih zbira in potem iz teh prispevkov direktno plačujejo upokojencem, to dela naša država. Zaskrbljeni so lahko v tistih državah, kjer vplačuješ v kapitalski sklad, ta investira okrog po svetu in potem pač iz obresti ljudje dobivajo pokojnino. To je koristno, če to prinaša del pokojnine. Tam, če to prinaša prevelik del pokojnine, kot je bilo to v ZDA, pri finančni krizi, so pa dejansko cele generacije ljudi ostale brez pokojnin in premoženja. Tako da tisto pa ni dobra smer. In zato tudi v Sloveniji vse delamo na tem, da sistem, tak, ki je tudi za Evropo standarden, ohranjamo. Zdaj, v zadnjih tednih se je tudi seveda veliko govorilo o Šutarjevem zakonu. Se pravi, to je zdaj nek svež varnostni, socialni ukrepi. In ta dogodek je bil res zelo tragičen, gre pa tudi seveda za področje vašega resorja in za v bistvu delovno skupino, ki skrbi za romska vprašanja. In to je bilo zdaj kar nekaj tudi polemik, tudi kar se tiče interpelacije. Tudi vašo objavo sem videla na Facebooku, ki ste odgovarjali na interpelacijo, ki jo je dala SDS in NSI. Kaj bi nam lahko mogoče o teh očitkih povedali, ki se zdaj daje na vas? Ja, glejte, ena od stvari, ki sem se jo naučil v politiki, je ta, ne. Zelo dobro skozi pridejo tisti, ki samo komentirajo, ki so pametni, ampak se ne dotikajo električnih žic, ne. Tudi vprašanje Romov je eno tako. In razumem politike pred mano, ki se enostavno s tem niso hoteli ukvarjati, ker če se ne ukvarjaš, pol tudi ne moreš biti ničesar kriv. Kakor se začneš ukvarjati in se izpostaviš, to so mene tudi vsi svarili, mislim, a si nor, kaj se boš glede tega izpostavljal, sem rekel, pač nekdo se mora, ne. Nekdo se mora. Ja. In jaz zdaj sem vsega kriv. Ampak že v redu. Mislim, meni je bolj bistveno to, da mislim, da smo res premaknili bistvene stvari, ki bodo začele spreminjati položaj
romske skupnosti in pa tudi začeli omogočati sobivanje. In to je, da smo naredili ključne korake pri vključevanju otrok v vrtce in v šole, da smo odprli nove projekte za poslovanje, da smo bistveno okrepili centre za socialno delo. 30 več zaposlenih nekaj. 30 samo za Rome. Samo za Ja, ampak vse skupaj, ne, so centri za socialno delo v zadnjem mandatu dobili 400 novih zaposlenih. Tukaj del seveda tudi odpade na dolgotrajno oskrbo, ampak bistveno smo jih ukrepili, ker je bistveno to, da se socialni delavci z otroki, ki prihajajo iz zapostavljenih, iz problematičnih okolij, ukvarjajo. Pač vanje je treba vlagati. Šutarjev zakon seveda postavlja varnostno situacijo v drugačen kontekst. Zdaj, kar se s predsednikom pogovarjamo, in to je na vsakem sestanku, ko se o tem pogovarjamo, omenim, je pa tole. Če bomo hoteli postaviti temeljni kamen za to, da v jugovzhodni Sloveniji začnejo Romi in večinsko prebivalstvo sobivati, tako kot sobivajo recimo Pušča pa Murska Sobota, je treba vedeti eno stvar. Temeljni kamen Pušče, pa ravno prihajam sestanka z Darkom Rudašem, ki je viden predstavnik Romov tam, je tale. Oni so pred desetletji šli v legalizacijo naselja. In Romi, ki danes živijo v Pušči, živijo v hišah, ki so njihove. In seveda, ko ti imaš pač lastnino, premoženje, boš do te lastnine se obnašal zaščitniško. Tako. Kar pomeni, da ne boš kršil zakona, če veš, da lahko kršenje zakona pripelje do tega, da ti to lastnino rubijo. V jugovzhodni Sloveniji Romi ponavadi nimajo ničesar, pač razen avta. Tako je. Ja. In ker nimajo ničesar, se jim ne da ničesar vzeti. In ker se jim ne da ničesar vzeti, so tudi nažalost nekateri ugotovili, in tukaj policija pravi, da se je predvsem ta generacija zdaj stara okrog 20 let na pol kriminalizirala, so ugotovili, da v bistvu je država pač precej nemočna pri sankcioniranju raznih ali prekrškov, ali pa tudi kriminalnih dejanj. In če bomo hoteli to situacijo obrniti, moramo v jugovzhodni Sloveniji začeti slediti primeru Pušče in iti v legalizacijo naselij, v urejanje njihovih življenjskih pogojev. Glejte, tudi otroci ne morejo normalno hoditi v šolo, če pa živijo v škatli brez elektrike in ogrevanja. In jaz sem bil v takih škatlah, sem videl, kako določene družine tam živijo. To je pač pod vsako kritiko, pod vsakim civiliziranim standardom, ki bi ga človek v sodobni Sloveniji pričakoval. Tako da jaz pričakujem, da bomo, in se tudi zavzemam za to, bom sam pomagal po Šutarjevem zakonu naredili še integracijski zakon, ki bo imel smisel in namen urejanje romskih naselij tam, kjer pač niso urejena. To se bo še potem delalo na tem. Tako, ja. Mislim, če še to naredimo, pa mislim, da smo res postavili temeljni kamen, da se začne ta problem reševati. Da se zadeve začnejo premikati. Zdaj, tudi mislim, da predsednik vlade je omenil, da bo kot neka delovna skupina, ki bo tudi spremljala, kako se vse skupaj tudi sedaj izvaja, oziroma če se izvaja in na kakšen način, če je učinkovito. Tako, drži. Mogoče bi še to povedal, ne, zakaj se do zdaj ni uredil. Zdaj, eno je, da so vsi gledali proč. Ja. To je ena stvar. Ne. Ja, čeprav ja. Sem pa slišal tudi nekaj drugega. Ne. Z desne pa ga ne bom imenoval. Je nekdo Novi Sloveniji, ki se je takrat s koalicijo usklajevala glede vprašanja šole pa socialnih prejemkov, rekel pa, zakaj vi to počnete, vi ne veste, da je to slabo za politiko. Ja, tako, slabo za politiko, slabo za ljudi. Točno to. To je pa moje vprašanje. Ne? Mislim, smo tukaj zaradi politika ali smo tukaj zaradi ljudi? No, s to problematiko ste se začeli, vlada se je začela ukvarjati, kljub temu, da je bilo dosti očitkov, da vlada ni naredila nič, ne? Ampak se je na koncu vse leta ni naredila nič. No, nič, ja. In tukaj sta lahko, se še enkrat ponavljam, dva razloga. Lahko pač enostavno zaradi tega, ker se je raje gledalo stran, lahko pa zaradi tega, ker je komu tudi ustrezalo, da
so probleme, da so razmere tako zaostrene, kot so, ker se na tem lahko pač neko določeno politiko dela. Politiko sovraštva in hujskanja. Tako. Med ljudmi tudi. Tako. Ok, zdaj sva se kar dotaknila vseh teh reform, pa tudi teh konkretnih ukrepov. Ne? Zdaj pa še mogoče malček političnega ozadja, kar se tiče tudi Levice. Zdaj, to reformo, ki ste jo izpeljali, je bila v bistvu res ena, po mojem, tako, tudi en velik preizkus znotraj stranke, med vami, se pravi sodelovanje. Ne? In kako bi mogoče vi danes tudi še opisali na vse to, kar ste dali čez v teh letih 3, vaše sodelovanje znotraj stranke, je v bistvu, kaj vi mislite, ste razumljeni tudi navzven, bom rekla med ljudmi, ko bi komentirali? Ja, zdaj znotraj stranke, mislim, da ste vsi spremljali dramo, ki smo jo imeli. Ja. Znotraj stranke bi jaz rekel, da stranka je morala iti čez zrelostni preizkus. Morala je odgovoriti, ali je zmožna biti samo opozicijska stranka, samo stranka, ki je proti, a je zmožna pač to, kar govori, prevesti v konkretne politike, sodelovati v koaliciji, ki je zmožna zagotoviti večino glasov in s to koalicijo te stvari uskladiti. Moja stava od začetka mandata je bila, da smo dovolj zreli, dovolj pametni, da smo to zmožni narediti. In to smo naredili. Je pa to imelo opozicijo v stranki, ker pač eni bi do smrti pač bili samo proti pa glasni. Ampak to ni politika, to je pač samo protest. Jaz pa mislim, da je treba voditi politiko, ki na koncu pač pripelje do tega, da ljudje boljš živijo. Saj zato nas volijo, ne zato, da bodo besed se ne da jesti. Ne? In zdaj lahko nekomu pač paše, da taj pa v parlamentu dobro povedal. Že v redu, ampak pač od teh besed ni nič, če jih nisi zmožen prevesti v dejanja. Tako da za stranko je bil to zrelostni preizkus, ki smo ga, -1, uspešno prestali. Kar se navzven tiče, pa bom tukaj kar tudi na glas samo kritiko izrekel, mislim, da smo pa navzven do zdaj precej slabo komunicirali. Veliko smo naredili, pač dolgotrajna oskrba je naša reforma. Postavili smo cel sistem, v Nemčiji so 10 let rabili, mi smo ga v 3. Stanovanjska politika, ravno iz Bruslja se vračam, dvignili smo jo celo na evropsko raven, tokrat smo imeli prvo debato na ravni ministrov v stanovanjski politiki in marsikdo mi je rekel, to, kar delate v Sloveniji, je pač izjemno. Ja, ker ponavadi se samo kritike slišijo, da ravno stanovanjska politika ni v redu. Tako je, ampak ne vem. Prejšnji petek sem bil v Zagrebu, smo Hrvatom predstavljali njihovo željo, pač našo stanovanjsko politiko, pa našo dolgotrajno oskrbo. Pač oni bi radi v bistvu to, kar smo mi naredili, pokopirali od nas. Ne. Pokojninska reforma, to, da smo jo s konsenzom pripeljali čez v teh turbulentnih časih, je čudež. Smo pionirji, kot smo prej ugotavljali, pač v ESOP-u, v Evropi, kjer se tudi že druge države zgledujejo potem. Mislim, če sem te 4 politike omenimo, mislim, da smo zelo slabo predstavili javnosti, kaj je v resnici Levica, kakšen preboj je uspela narediti v tem mandatu. Tako da to je pa zdaj naloga za naslednje 3 mesece, da razumevanje med nami pa javnostjo vzpostavimo, da nismo stranka, ki bi samo obljubljala, kot znajo vse. Mi smo predvsem stranka, ki naredi. Ki se dejansko lotite in potem tudi to Tako naredite. Kaj pa odnosi znotraj koalicije, recimo? Marsikdaj je bilo slišati tudi, da predsednik vlade Robert Golob, da je neko, bom rekla, lepilo, ki je tudi nekako poskrbel za to, da se stranke med sabo morda še, da se razumete, da znate sodelovati. Je to drži, oziroma kako ste to komunikacijo, ko ste za to poskrbeli? Jaz sem z delovanjem vlade zadovoljen. Tako, se mi zdi, da je tudi opazen napredek tokom mandata. Pač na začetku smo se vsi, vključno s predsednikom, lovili. Ne? V zadnjih mesecih se mi pa zdi, da to postaja dobro organizirano, vodeno tako, kot je treba, in verjamem, da tudi navzven vedno bolj prepričljivo, da ima Slovenija
vodstvo, ki si ga zasluži, in vodstvo, ki si zasluži dobiti še en mandat, da svoje delo dokonča. Ja, tudi Vladimir Prebilič je v bistvu nekako s to svojo stranko nakazal, da bi prihodnji vladi sodeloval, ampak nekako je rekel, da morda brez Levice. Kako bi to morda komentirali, če bi prišlo do tega z vaše strani? Jaz se spomnim enega tedna, ko sem od njega slišal najprej, da ne bi sodeloval z SDS, potem, da ne bi sodeloval z Golobom, potem, da ne bi sodeloval z Levico, pol je rekel, da z SDS bi, ampak ne bi z Janšo, pol je rekel, da s Svobodo bi, ne bi pa z Golobom. Tako da bomo videli, kako bo na volitvah. Ja, bomo videli, kolikrat se bodo ta stališča še obrnila do volitev. Kako pa vi vidite to zgodbo recimo za naprej, levo-sredinsko recimo, oziroma levo, po volitvah recimo, če se zgodi, da pa ostane v takšni zasedbi vlada? To bi bilo optimalno in mi bomo vse naredili na tem, da mandat ponovimo. Je pa dejstvo, če pogledamo konstelacijo, da je Levica ključ do leve vlade. Brez nas leve vlade ne bo. In tudi, kar se programsko in vsebinsko tiče, se sva šla lepo čez politike. Če hočemo, da se te stvari do konca izvedejo, pač stanovanja, dolgotrajna oskrba, ekonomska demokracija, blaginja v najširšem smislu, je Levica tista opcija, ki garant za to, da bo kurz pravi. Da bo tako naprej. Tako, da bomo delali za ljudi, ne za politiko. Zdaj, če počasi zaključiva, kako želite recimo, da ljudje vidijo, da ljudje ocenjujejo delo recimo vlade in tudi na koncu koncev vaše stranke? Ste v bistvu, zdaj, ko sva šla res čez vse to, boste rekli, imamo nekaj za pokazati, se pravi, ljudje lahko nas ocenjujejo na podlagi našega dela, vložka, ki smo ga v tem času vložili. Tako, mi se bomo na teh volitvah predstavili predvsem z projekti, ki smo jih naredili in nakazali, kaj bomo delali z njimi naprej. Še enkrat, stanovanja, dolgotrajna oskrba, pokojnine, blaginja. Problem pa je, da v normalnih časih, če jim lahko tako rečemo, slušali rečem, prideš v medije na dva možna načina. Če imaš slabo novico, ali pa če si se z nekom skregal. Mi smo pa večino politik izpeljali v bistvu tako, pač nekonfliktno s konsenzom in zato so tudi javno neopažene. Tako da morali bomo najti način, da povemo dobre zgodbe v pač medijskem prostoru, ki noče slišati dobrih zgodb. No, pa teh zgodb bo še nekaj. Ampak hvala vam, da delate razliko. Bi svetovali kaj mladim, tako, kar se tiče politike, ker z marsikom, ki se tako kdaj pogovarjamo, je politika zanje tako, ne radi se kdaj o tem pogovarjajo, oziroma vidijo bolj kot ne slabe strani, so pa tudi dobre, saj kot sva že ugotavljala, tudi ko se delajo dobre stvari v politiki, so predstavljene kot slabe, ali pa se zanje sploh ne ve. Ja, to drži. Jaz to razumem zaradi tega, ker politika, če gledamo skozi medije, je dostikrat pač slabe novice, afere, slab teater. Tega slabega teatra je res pač preveč. Dostikrat rečem, da saj satiričnih oddaj sploh ne rabimo. Imamo dosti materialov, ki v parlamentu nastane. Ampak dajmo ta šum na stran. Ker to je pač res neka pena tam po vrhu. Znotraj tega je pa politika v resnici in država Slovenija pač dobro organizirana. Veliko je pametnih ljudi, z njimi se da zelo dobro delati in mi smo zdaj v bistvu pač delali na tej ravni, ko smo osnovali reforme. In tukaj noter, bi pa tudi mlade povabil, da se pridružijo opcijam, kot je naša, ker se lahko odpre neka popolnoma drugačna perspektiva politike. Politika, ki si jo želimo, ki je skupno razmišljanje o tem, kako družbo narediti boljšo in kako ustvariti skupno prihodnost, kakršno si želimo. Odlično. Najlepša hvala. Imate še kakšno sporočilo za naše gledalke? Mislim, da so bila izčrpna. Ja, res. Najlepša hvala za vaš obisk in upam, da se vidimo spet kaj kmalu. Drage gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, najlepša hvala, da ste bili z nami in ne pozabite, ostanite vedoželjni, bodite informirani. Do naslednjič.